Pozdravljeni! Danes se lotevamo ene res zanimive teme. Ste kdaj pomislili, da tehnologija v naših domovih, recimo igralne konzole ali računalniki, že dolgo niso več samo orodja, postajajo nekaj veliko večjega? Pravzaprav so postale ključen del našega osebnega prostora, celo del naše identitete. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja, kaj vaša igralna konzola pravzaprav pove o vas? Sliši se mogoče malo nenavadno, ampak danes, veste, izbira tehnologije res ni več samo tehnična odločitev. Sploh ne, postala je izjava. Izjava o našem okusu, o estetiki, ki nam je všeč, včasih celo o naši življenjski filozofiji. Te naprave so na nek način postale ogledalo tega, kar cenimo. No pa poglejmo malo podrobneje, kako se je vse skupaj razvilo. Konzole niso več samo neke škatle za igranje igric, ki jih skrijemo nekam v omaro. Kje pa? Postale so premišljeni, včasih celo drzni oblikovalski kosi. Kosi, ki dejansko definirajo naše bivalne prostore. Točno tako, te naprave so dobesedno postale izjave našega tehnološkega okusa. Ne gre več samo za to, kaj naprava zmore, kakšne so specifikacije, sploh ne. Videz in občutek, ki ga daje, sta postala zavestna izbira. Izbira, ki pove zgodbo o tem, kako si predstavljamo svoj dom in kako želimo v njem živeti. In to nas pripelje do treh glavnih igralcev na trgu. Poglejmo si jih, ker vsak od njih predstavlja svojo čisto edinstveno vizijo prihodnosti. In pozor, ne gre samo za prihodnost igranja iger, gre za nekaj veliko širšega, za prihodnost naše interakcije s tehnologijo nasplošno, kar doma. Tale tabela super povzame te razlike. Res je zanimivo, kako jasno vidimo tri popolnoma različne pristope, tri različne svetove. Na eni strani imamo PlayStation, ki stavi vse na surovo moč in neverjeten realizem. Potem je tu Xbox, kjer je ključen povezan ekosistem in povezljivost. In na koncu seveda Nintendo, ki gre po čisto svoji poti svobode, mobilnosti in čiste zabave. Pa začnimo s Sonyjem. Njihova filozofija je kristalno jasna. PlayStation 5 je zamišljen kot umetniški predmet, ki se integrira v modern interier. Združujejo noro zmogljivost in fotorealistične izkušnje z res drzno, skoraj vesoljsko obliko. Tale konzola ni narejena za to, da bi jo skrivali. Nasprotno, hočejo, da je vidna, da je osrednji del sobe. Microsoft pa ima popolnoma drugačno vizijo. Xboxova preprosta, skoraj arhitekturna oblika je monolit. Zasnovan je tako, da se zlije z okolico. Njihov poudarek je na celotnem ekosistemu, kjer je konzola samo en, čeprav pomemben del. Fizična oblika izraža neko stabilnost, moč, skoraj kot kos minimalističnega pohištva, ki se neosiljivo, elegantno vključi v prostor. In potem je seveda tu Nintendo, ki gre vedno po svoji čisto unikatni poti. Pri njih tehnične specifikacije, gigaherci in teraflopi niso na prvem mestu. Niti slučajno. V ospredju je vedno uporabniška izkušnja, svoboda, mobilnost, družabna igra, veselje. Zato Switch ni samo naprava, je veliko več, je ideja. Ideja o tem, kako in kje vse se lahko igramo. Dobro, o konzolah smo povedali glavno, ampak zdaj pa razširimo pogled. Poglejmo širšo sliko. Osredotočimo se na celoten prostor, ki obdaja zaslan in te naprave. Veste, tiste klasične igralne sobe, kot smo jih poznali včasih, s kavčem in televizijo, počasi postajajo preteklost. Priča smo evoluciji, razvijajo se v nekaj novega, v večnamenske ustvarjalne prostore. Govorimo o integriranih okoljih, kjer se igra, delo in umetniško ustvarjanje popolnoma prepletejo. Meje izginjajo. In kaj so ključni elementi teh novih prostorov? V osnovi so trije stebri. Prvi je ergonomija. Vse mora biti udobno in zdravo za uporabo, seveda. Drugi je vzdušje, prava svetloba, zvok, materiali, ki spodbujajo ustvarjalnost. In tretji, mogoče najpomembnejši, je modularnost. To pomeni, da je prostor prilagodljiv. V enem trenutku je za igranje, v naslednjem za resno delo. To nas pripelje do enega ključnega koncepta estetskega minimalizma. V bistvu gre za to, da je tehnologija sicer povsod prisotna, ampak vizualno je nevsiljiva, skoraj nevidna. Cilj ni več razkazovanje, cilj je integracija. Kabli so skriti, naprave se zlijejo s pohištvom, ideja je, da tehnologijo čutimo in uporabljamo, ampak je nujno ne vidimo ves čas. To ohranja mir in osredotočenost. Dobro, torej imamo prostor. Ampak kaj je ponavadi v samem srcu teh ustvarjalnih ekosistemov? Poglejmo si še en ključen kos tehnologije, ki tam pogosto igra glavno vlogo.
In zelo pogosto je to Macintosh. Appleov računalnik je že desetletja praktično sinonim za oblikovalsko eleganco in ustvarjalno moč. Ni naključje, da je za ogromno umetnikov, oblikovalcev in glasbenikov to osrednje orodje, okoli katerega potem zgradijo celoten svoj delovni in ustvarjalni prostor. In zakaj je tako? Zaradi njihove oblikovalske filozofije, ki je neverjetno dosledna, preprostost je na prvem mestu, potem zmogljivost, brezhibna integracija med napravami, lepota v absolutno vsakem detajlu in seveda stabilnost. Vse je narejeno z mišljo na to, da orodje ne ovira, ampak pomaga. Zato te naprave, tako kot konzole, niso samo orodja, so izjava. Tale misel to odlično povzame. iMac na mizi dejansko deluje kot skulptura, ne samo kot kos elektronike. In to je bistvo Applovega pristopa. Ustvarjajo tehnologijo, ki je hkrati tudi lep, estetski predmet, je del bivalnega prostora, ne pa tujek, ki ga obremenjuje ali vizualno moti. Pa združimo vse te ideje. Konzole, kreativni prostori, Macintosh, kaj dobimo? Dobimo sliko prihodnosti. Prihodnosti, kjer življenje postaja vedno bolj brezšivno in se meje med različnimi dejavnostmi brišejo. Točno to! V tem novem ekosistemu meje med igro, delom in ustvarjanjem dobesedno izginjajo. To je sinteza. Konzole niso več samo za igre, so medijski centri, računalniki niso samo za maile, so profesionalni studiji in naše sobe se spreminjajo v prave male ustvarjalne laboratorije. Vse je povezano v eno samo, brezhibno izkušnjo. In tu je ključna poanta vsega tega. Tehnologija postaja naš partner v ustvarjalnosti. Končni cilj ni več bahati se tehničnimi specifikacijami. Kje pa? Cilj je ustvariti okolje, ki navdihuje. Okolje, ki omogoča osredotočenost in spodbuja domašijo. Tehnologija se mora umakniti v ozadje. Postati mora tihi, zanesljivi podpornik naših idej. In mogoče je prav v tej misli zajeto vse bistvo. Cilj je, da nas tehnologija povezuje z idejami, ne s kabli. Sodobno oblikovanje nas noče več obremenjevati, hoče nas navdihovati. In njegova najvišja ambicija je, da postane praktično nevidno. Da nas osvobodi in poveže s tistim, kar je na koncu edino resnično pomembno, z našimi idejami.